Ta knjiga, v bistvu nek stol, je del širše pobude, ki jo mi na Svetovpisarski družbi že dalj časa razvijamo in razglašamo in poudarjamo. In te pobudi mi rečemo berem besedo in pomeni predvsem poziv pa spodbudo vsem, da bi začeli redno brati Svetopismo. In to, da bi ga začeli dobro brati. In tudi je pobuda, kot mi rečemo, ki spodbuja kulturo branja Svetopisma. Se pravi, da branje Svetopisma postane nekaj normalnega in tak normalen, sprejet, sprejemljiv del našega vsakodnevnega življenja. Našega je tudi okrog nas. Danes je človek, ki bere Svetopismo, včasih gleda tako malo čuden, tako zgleda, kot da pač malo, ne spadaš v ta svet ali v to družbo in tako naprej. No, ampak menimo, da to lahko spremenimo, predvsem s tem, da pokažemo na to, v bistvu, kako Svetopismo dejansko dobro deluje na človeka in na človeško družbo. Dobro branje Svetopisma ima sadove in v življenju posameznika, ki ga bere, in tudi v življenju skupnosti, ki ga bere. Ker branje Svetopisma, sporočilo Svetopisma prinaša zelo dobre stvari in v nas kot posameznike in v nas kot skupnost. No, se pravi, to kulturo želimo spodbujati. In že pred časom verjetno ste nekateri zasledili tale knjižna znamenja, kjer je bilo 30 odlomkov natisnenih. Različne verzije smo izdali, različnih barv za različne prilike. Ampak šlo je za to, da bi enostavno, da človek nekaj začne. In to je bila pobuda, kjer je bilo samo 30 odlomkov, no, ampak teh 30 odlomkov je že vzetih iz tega seznama, ki ste ga zdaj dobili, iz tega seznama 100 odlomkov. To je bilo, odlomki so bili iz Nove zaveze, se pravi Evangelije pa apostolska dela. No, zdaj smo pa naredili naslednji korak v tej pobudi in zdaj pa je izšla ta knjiga, v kateri je pa zdaj zbranih 100 odlomkov in v kateri je v tej knjigi je teh 100 odlomkov tudi večkrat spremljenih. In to je v bistvu zelo preprost način. Pred vsakim odlomkom je kratka molitev, potem se prebere določen odlomk, potem pa je kratek razmislek tega avtorja, ki je knjigo napisal, ki nam pomaga vstopati v ta odlomek. In potem je vedno tudi neka taka zelo preprosta spodbuda, kako to stvar prenesti v tvoje vsakdanje življenje. Se pravi, tam nekje pred 1000 leti se je v Izraelu nekaj dogajalo, kaj ima danes to z mano tukaj v Ljubljani leta 2014, oktobra. Zato gre in ta avtor to naredi na zelo preprost, pa zelo učinkovit način, zelo tak neposreden. In tukaj bi lahko rekel, da je pač človek, ki to napisuje, prav obdarjen s tem, da zna tako na zelo enostaven način, zelo jasno pokazati, zakaj je ena stvar toliko delež nazaj zame danes relevantna. To je pomembno, prvič, da lažje vstopimo v te odlomke, drugič pa sploh, da se naučimo tako razmišljati, da se sami naučimo tudi potem, ko beremo nek drug odlom, ki ga ni mogoče tukaj v knjigi, da znamo tako razmišljati, da se navadimo, kako to Božje besedo, svetopisansko sporočilo, kako ga vsrkati v svoje življenje in kako ga dejansko prenesti na probleme, s katerimi se danes srečujem, na moje življenjsko situacijo. Se pravi, to potem je še ena molitev na koncu. Se pravi, to je format, kako avtor obravnava vsakega od teh 100 odlomkov. Največkrat spregovorim prav o tem izboru 100. Ta izbor je najprej razdeljen na dva dela, 50 stara zaveza, 50 nova zaveza. Potem pa je še naprej členjen. V bistvu je ta izbor na njemu 20 sklopov po 5. In tudi na teh listih, kot vidite in v knjigi, ima vsak ta sklop svoj naslov. Prvih 5 ima naziv v začetku, potem gre drugih 5 je zgodba o Abrahamu, Izaku in Jakobu, tretjih 5 Jožefova zgodba in tako naprej. Gre za to, da je pač avtor to take smiselne sklope razdelil, ker tem sklopom je tudi napravil uvod. Se pravi, tukaj obstaja v knjigi, poleg tega, kar sem prej omenil, tudi uvod v cel ta sklop, ki nam da
mogoče nekaj širšo sliko o tem, kaj se dogaja v tem delu zgodbe. In prav za skupinsko delo je to tudi velja omeniti, da je to zelo uporabno, ker recimo skupina se lahko potem odloči, da bo recimo med tednom vsak posamezno prebere teh 5 odlomkov, potem pa konc tedna, ko se dobijo, recimo, jih pa skupaj predebatirajo. Se pravi, ta organizacija omogoča lažje delo v skupini, pa tudi lažje spremljanje. Ker zdaj tako, nenazadnje, tudi v Sloveniji imamo, in v slovenščini imamo že kar nekaj knjig s tako tematiko, se pravi, z odlomki Svetega pisma, z malo premišljevanja, z malo molitve, z pač tako vsakodnevno pobožnost, se pravi, prebereš en tekst in napiš neko spodbudo, nek navdih. Ampak pri tej knjigi gre pa v bistvu za nekaj več, nekaj drugega. Gre tudi za to, seveda pri branju boste to dobili to konkretno spodbudo, konkretno inspiracijo iz enega bibličnega teksta. Ampak dejansko je pa glavna vrednost in posebnost te knjige je pa ravno v tem, kako nas pelje skozi celotno zgodbo Svetega pisma. Tega pa drugi pristopi se ne počnejo. Namreč, mi kot bralci Svetega pisma se dostikrat srečujemo z problemom, da k Svetemu pismu pristopamo skozi mlečkove odlomke. Nažalost, od 16. stoletja tako, da je v vseh Biblijah, ali pa skoraj vseh Biblijah, da imamo svetopisanske vrstice, in nam se zdi, da potem je treba svetopismo imeti v takih majhnih razdelkih. Pa tudi poglavja, morate gledati, da niso originalno svetopismo, so še v 12. stoletju izumrli. Svetopisanski teksti, tako kot so napisani, so se brali v celoti, ali pa v velikih kosih. Ve se iz zgodovine prve cerkve, recimo, da ni bilo nič presenetljivega, če so prebrali cel evangelij naenkrat. In se pravi, svetopismo je bilo narejeno za uporabo, če smem reči, za absorbiranje v daljših odlomkih, v daljših kosih. In še bolj kot to, je pa sploh za nas danes izredno pomembnost, da imamo pred očmi celoten pripovedni lok. In to je pa, bi rekel, prav poseben dosežek te knjige, ker nam skozi teh 100 pazljivo izbranih odlomkov nam omogoči, da vstopimo v to veliko zgodbo. Se pravi, ta veliki pripovedni lok tega, kaj Bog dela v svetu. To je zgodba o Bogu in svetu. In seveda, ko to zgodbo zagledamo, ko začnemo gledati v tej celoti, v tem celem loku, ki gre od stvarjenja prek Abrahama, Mojzesa, kraljev, prerokov, Jezusa, apostolov prve cerkve in potem naprej, ki gleda v prihodnost in v konc zaključek sveta s prihodom Božje vladavine, s Božjo pravičnostjo, ki bo uresničena na koncu. Seveda, tukaj nas ta zgodba nas vplete. Mi pri takem branju ne moreš ostati neprizadet opazovalec, ker se nas ta zgodba tiče na vseh točkah. In na vseh točkah pravzaprav nas Božja beseda nagovarja vstopi, ti si del tega. Ti si vpleten v to. In tukaj, zato je morda sploh danes v sodobni sekularni družbi to pomembno, da kristijani, ki beremo Sveto pismo, da najprej vedno znova vstopamo v to veliko zgodbo. Ker to je zaklad, ki ga imamo. To je nekaj, to je neprecenljiva dragocenost, ki jo imamo in dejansko iz katere potem lahko tudi pričujemo. In tukaj ven iz te zgodbe ima naše pričevanje nek smisel, ima nek temelj. Ker dejansko izhajamo iz tega, ker Bog dela od začetka sveta skozi vso zgodovino in potem tudi jasno vidimo, kam mi pašamo, kam pašamo v svet. Kaj je smisel našega življenja, kaj je smisel našega truda, kaj je tudi smisel tega, da gremo skozi težave včasih, recimo. Te stvari, ko imaš enkrat to celo zgodbo pred očmi, postanejo jasne. Tako da dejansko je ta celota tega pristopa je nekaj novega, mislim, in je predvsem
po mojem ga lahko vzamemo kot pripomoček, kako beremo Sveto pismo, se pravi tudi sicer, ne samo teh 100 odlomkov. Ker ravno to je potem tudi en glavnih, če hočemo reči, razlagalnih, hermeneutičnih pristopov, kako se lotevati katerega pol odlomka v Svetem pismu. Naša težava, dostikrat danes slišamo, prva težava je vse, da ljudje ne berejo Sveto pismo. Druga pa, da tisti, ki berejo fragmentarno, ne berejo posamezne vrstice, dobro, Bog ti nekaj spregovori, se to je nekaj, ali pa, dobro, slišiš pri Maši, pri Bogoslužju slišiš odlomke iz Evangelija, te nagovori, te usmer fino. Manjka ta celovita slika, ne? Manjka ta velika zgodba, ki pa nam da ravno to, kar to zelo potrebujemo, da nam to identiteto, ne? Trdno zasidranost v nečemu velikem, kar dela Bog, ker mi, če se nismo mi štartali, kar ni odvisno od naše moči, pa od naše slabosti, ampak je odvisno od Božje dobrote, od Božje ljubezni. In to je tista stvar, ki nam lahko da danes tudi eno novo pogum, eno novo veselje, eno novo gotovost v tem, da živimo kot kristjani in da potem tudi pričujemo kot kristjani. Tako da moj izziv za tudi vas bi bil, da ugriznete v tole knjigo in v teh 100 odlomkov, da se odločite, mogoče še danes, da jih boste začeli brati, da boste šli kar po vrsti po teh odlomkih in da boste začeli spremljati, kako ta zgodba raste, kako nastaja pred vašimi očmi in kako tudi vaša identiteta začenja dobivati eno celovitost. In seveda potem pa k tem povabite svoje prijatelje, svoje skupnosti, ljudi, s katerimi ste povezani. Ker to pa je namen Božje besede, da gre in da se širi in da obrodi sam.